Pozdravljeni! Živ, živ. Danes je poseben praznični Parkside video. In sicer smo blagobrsko razpoložena in pokazala bo, kako se da ustvariti takele luškane gobice. Nekako smo želeli iz lesa, naravnega materiala, predvsem je zanimivo tudi to, da lahko uporabimo les, ker pač so tu res mehni kosi lesa in ni za nek drug namen, torej neki ostanki. Kako lahko naredite različne oblike gobic? Imamo jurčka, imamo šampinjonček in imamo tako funky gobico. Tako da Klemen se je ful potrudil in jaz predlagam, da si kar pogledamo, kako lahko tudi sami to doma naredite. Mene tudi zanima. Dajmo pogledati. Tako tle imamo vse potrebne kose za gobice, okrogli deli bojo za klobuke, kvadri bojo pa za spodnji bed. Različni tipi lesa, glih zato, da bo zanimivo za videti, svetli, temni. A veš, kakšna vrste lesa so? Tole ne bi znal ganiti, tudi lahko da bo grdo izgledalo, ker tle je tako rumeno, ampak tle izgleda lepo. Tu ne vem, kaj bi bilo, tudi ne bom ugibal. Tu so pa orehi, hrast, večina je oreha, hrast. Dajmo strožiti, ajde. Sedaj, ko ste si pripravili kose lesa, s katerih bodo nastale gobice, pa pripravite tudi stružnico, jo primerno pričvrstite, prav tako pa potrebujete različna dleta, s katerimi bomo les obdelali med samim struženjem. Midva sva ugotovila, da je fajn tudi les že prej malo odžagati, da imamo potem manj dela. Gobice so lahko iz dveh delov, to pomeni naredimo klobuk in bed posebej. Videli pa boste tudi, kako se lahko naredi gobica iz enega kosa. Zdaj, klobuk gobice smo najprej s temi noži oblikovali. Zdaj, ko imajo približno končno obliko, pa gremo z šmirgelčkom pogladiti, da bo tak fini zaključni sloj. Začnemo z bolj grobim, pa na koncu z bolj finim brusnim papirjem in boste videli, kakšen je rezultat. Če bi imel ravno... Se ne bo poznal tam, ne? Itak je navere. Ko džagaš, ne? Ja. Tako. Pozdravljeni! Včeraj sva se kar namrazila, ko sva delala tele gobice, tako da sva danes vesela, da sva v toplem, prazničnem ambientu za prigrizki. Gobice so narejene, Klemen jih je zelo lepo izstružil, sva pa med samo pripravo videla, da se lahko lotite pač na res domiselne načine. In sicer imamo jurčka, jurček je sestavljen iz dveh delov, torej imamo klobuček in bed, potem imamo šampinjonček. Šampinjonček je iz enega kosa, to pomeni tudi kasneje ga ne bomo rabili lepiti, ker je že Klemen takole lepo izstružil.
Ne vem, če je to pravilni glagol, pa vendar. Potem imamo pa še eno zabavno gobico. Tole gobico pa je Klemen, ta del je bil narejen na stružnico. Za sam bed sva se pa odločila, da uporabva bukovo palčko, ker sva jo sem v bistvu malo pobrusila, da pride do bolj tazga organskega izgleda. Tako da povejte, katera gobica vam je najbolj všeč. Seveda se pa stvar tukaj ne konča, oziroma lahko se. Če so vam gobice všeč že na tej točki, seveda jih dejte kot dekor pod svojo smrečico ali pa kamorkoli želite. Ampak medva jih bova še pobarvala. Bom jaz povedala, kaj vem zdaj. A je zaradi jedilnosti pa to? Ne, a ja, tudi. Ne, bolj sem mislila reči, da velikrat sva medva v svojih produktih uporabljala oljenje lesa, zaradi tega, ker s tem ful ohraneš izgled lesa, ga ne prekrivaš, ga pa hkrati tudi poudarjaš, pa mu dodaš neko patino. In da nama je velikrat to všeč, sploh pri gobicah se mi zdi, bo to ful dobro izpadlo. Tako da, Klemen, lahko se kar lotiš. Ajde. Imamo dva odtenka olja, bolj svetega oziroma prozorenega, pa tazga, ki rahlo potemni, zato da naredi malo bolj raznoliko, cel pač vse te gobice skup. Pri šampinjončku bom začel kar z temle prozornim. Medtem ko Klemen zaključuje jurčka, bi vam pa sem povedala, kaj je bil moj plan s tole gobico. In sicer, da jo pobarvam z akrilnimi flomastri. Tudi sicer, ko boste barvali svoje gobice, lahko uporabite različne stvari, tudi akrilne barve, ampak jaz sem tele akrilne flomastre sem vam sem hotela pokazati, ker so tudi primerni za les, da če bi z njimi šla gobico barvati, bi v bistvu ful dobro izpadlo. Hkrati je tak res, kako se temu reče, čist proces, no, nobenih čopičev ni treba, pa pranja barve. Takole. Sem že včeraj testirala, ko sva stružila in se mi je zdelo ful lepo. Tukaj, da veste, da je tu opcija, ampak potem, ko sem zagledala, Klemen že dela, ko sem zagledala to gobico, sem bila tako, ne, ta mora biti tudi z naravnim premazom in bo tako najlepš pasala tudi v najino stanovanje, ampak ja, sem tukaj, da veste, da imate možnosti. In zdaj zlepimo skupaj. Evo, pa smo prišli do konca tega videa. Upam, da vam je bilo zanimivo. Namreč jaz včeraj, ko sem snemala... Meni je bilo zanimivo med snemanjem, kaj vse lahko naredimo na struženco. Tako da, zdaj imamo tukaj gobice, skupaj so zalimane in na koncu nam ostane sem še odločitev, kam jih bomo dali. Povejte, kako se je vam zdelo, če jih boste tudi vi se lotili pripravljati doma. Lahko pa take luškane gobice podarite tudi zdaj v času praznikov, tako luškano darilo. Lepo se imejte! Ajdi, čau čau!